spoštovane nagrajenke in nagrajenci, spoštovane članice in člani Društva slovenskih režiserjev, spoštovane gostje in gosti, ki ste prišli v Slovensko kinoteko na ta slavnostni večer iz ljubezni in naklonjenosti do filma. Društvo slovenskih režiserjev že tretjič podeljuje strokovne nagrade na področju filmske in televizijske režije, poimenovane po pionirju slovenskega filma Francetu Štiglicu. Lahko rečemo, da je bilo lansko leto za film zelo uspešno, kar se odraža tudi v bogatem in raznovrstnem naboru nagrajencev, 5 dobitnikov enakovrednih nagrad Štigličev pogled za izjemno režijo, ki jih podeljujemo režiserkam in režiserjem za audiovizualno delo, prvič javno priobčeno v letu 2016, ter prejemniku nagrade Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije. Uvodoma bo nekaj besed spregovoril predsednik Društva slovenskih režiserjev, gospod Miha Knific. Dober večer. Spoštovani nagrajenki, spoštovani nagrajenci, cenjeni gostje. Danes je praznik. Nahajamo se v hramu filmske umetnosti, v skromni domači dvorani. Vendar bi nemara morali biti današnji nagrajenci deležni večjega hrama umetnosti, pred malo več kot 2 tedni, malo bolj gala in z malo več medijske pozornosti. Pa nas tisti, ki vodijo to državo in kulturo, še vedno vidijo kot ljubiteljsko dejavnost. Po več kot 100 letih še danes, pa čeprav po vsem razvitem svetu film velja za vodilno in najkompleksnejšo od vseh umetnosti, pri nas nimamo niti svoje komisije za državne, torej Prešernove nagrade. In se nas še vedno šteje kot podejavnost scenskih umetnosti, kjer ljudi iz drugih strok odločajo o naši kvaliteti. O kvaliteti, ki jo tuji filmski strokovnjaki brez težav prepoznavajo in naše filme uvrščajo in nagrajujejo na elitnih filmskih festivalih po svetu, kjer so bili predstavljeni in nekateri tudi nagrajeni filmi letošnjih nagrajenk in nagrajencev. Od Benet, Karlovih Varov, Tribeke, Amsterdama, Otave, Clermont-Ferrana do Sundancea. Doma pa, kot da se nič ni zgodilo. Redke omembe, nobenih priznanj. V deželi, kjer se častijo politiki in ex-udeleženci reality showov, polnijo novice, morda ni drugega niti za pričakovati. Prav zato so za slovenski film Štigliceve nagrade še toliko večjega pomena. So srednja in najvišje priznanja, pa tudi edina, kjer v kvaliteti odločajo stanovski kolegi, ki najbolje poznajo film, pa ne le slovenskega, in vedo, koliko dela in odrekanja je v ustvarjanju filma. Vedo pa tudi, kako kvalitetni morajo biti naši filmi, da so uvrščeni in nagrajeni na tako elitnih mednarodnih filmskih festivalih. Dragi nagrajenci, morate biti ponosni, saj je to najvišja nagrada, ki jo lahko režiser dobi, potrdilo in priznanje stroke. Vesel sem, da je lansko leto veliko za slovenski film. To se odraža tudi v kar 5 Štigličevih nagradah za izjemne dosežke na področju režije. Zato bodimo glasni in večkrat ponovimo in poudarimo naše uspehe. Upam, da jutri ne bo vse odšlo v pozabo, kot večina danih obljub, ki smo jih že desetletja deležni. In če se še enkrat vrnem na tisto malo večji hram umetnosti in tiste, ki odločajo o kulturi, menda bo kmalu z našim čaščenjem slovenskega filma le komu prišlo na ušesa in morda še globje, da bomo končno tudi slovenski filmski ustvarjalci dobili mesto, ki nam pripada. Nagrajenki in nagrajenci, danes pa slavimo. Preden začnemo s podelitvijo nagrad, pa se prepustimo filmski glasbi. Na odru je pianist Marko Petrušič.
Cenjene gostje in spoštovani gosti, Marko Petrušič. Prišli smo do podelitve prve nagrade Štigličev pogled. Poglejmo, kdo je nagrajenec. Nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo prejme Špela Čadež za režijo kratkega animiranega filma Nočna ptica. Nagrado bo podelil kolega in lanski dobitnik Štigličevega pogleda za izjemno režijo Metod Pevec. Najlepša hvala. Mene je prehlad pustil malo na slabem glasu. Bom provala vse nekaj stisniti sebe. Jaz sem zelo ponosna. Priznam, da imam v studiu že eno tako in se ji bo pridružila še ena. Ne vem, kaj ne rečem. Mogoče se danes zahvalim svojemu Gregorju, ki je velik del mojega ustvarjanja in seveda tudi mojega življenja. Tako da hvala. Čestitke nagrajenki in poglejmo, kdo je drugi nagrajenec. Nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo prejme Sara Keren. Nagrado bo podelil kolega Matevž Luzar. To ni Sara, to je Sarin oče. Tako. V imenu Sare se zahvaljujem. Hvala. Živijo, lep pozdrav vsem v dvorani. Najlepša hvala za nagrado, res lepo presenečenje. Jaz se zahvaljujem vsem v žiriji in vsem ostalim vpletenim. Mi je žal, da ne morem biti danes z vami. Upam, da boste imeli en lep večer. Pa čestitam vsem ostalim nagrajencem. Pa vam pošiljam lepe pozdrave iz Melbourna. Čau. Čestitke nagrajenki in hvala očetu. Mi pa že hitimo naprej. Poglejmo, kdo je
Tretji nagrajenec. Kaj se dogaja? Ne sprašuj, ta tip je čist demoliran tukaj. A s poklicu rešilca? Valda. Zihar? No, smo. Kdo pa sta? Ja. Gospod? Zihar bo ful zebe. Gospod, vse bo v redu, me slište? Zdajle pride rešilc, vse bo v redu, okej? Kaj je bilo? Ne vem, tle smo ga najdli. Ni to odvetnik. Težko je reči, ne? Me zdi, da je. Evo. A me ti jeboš, stari, ne? Evo, rešilc. Ja, hvala kurcu, res, hvala. Reč me vedeti, da si te... Vse bo zelo pomoč, treba. Nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo prejme Damjan Kozole za režijo celovečernega filma Nočno življenje. Nagrado bo podelila kolegica Urša Menart. Dober večer. Hvala komisiji, ki letos zanesljivo ni imela lahkega dela, glede na to, da je bilo izjemno leto, prejšnjo leto za slovenski film. Čestitam vsem ostalim nagrajencem. Žal mi je, da danes ni med nami tle Filipa Robarja Durina. Moje prvo profesionalno filmsko delo na slovenskem filmu je bilo v montaži pri njegovemu filmu Ovni in mamoti, tako da lahko rečem na nek način, da me on upeljal v slovenski film, tako da sem zelo vesel, da je dobil nagrado za življenjsko delo. Čestitam, zahvaljujem se seveda mojemu producentu Danijelu Hočevarju, s katerim sem naredil vse svoje filme do zdaj in ki ga nikoli ni na nobeni podelitvi. Hvala moji ekipi, asistentom režije. Rad bi se pa zahvalil še bivšemu in tudi zdajšnjemu upravnemu odboru Društva slovenskih režiserjev in bivšemu predsedniku Klemnu Dvorniku, ki so s temi projekti, akcijami, med katere spada tudi ta nagrada, vzpostavili eno atmosfero prijateljskega, spoštljivega, rekel bi celo nimam prave besede, ampak enega lepega odnosa med nami, vsemi, med avtorji in med sodelavci našimi, kar se mi zdi zelo pomembno, da se zavedamo in da imamo ta občutek, da nismo vsak za sebe na splavu, ki se potaplja, ampak da smo vsi na isti barki oziroma na isti ladji, naluknjani sicer, ampak da se moramo skupaj boriti za boljše pogoje slovenskega filma in seveda za dober slovenski film. Situacija na Hrvaškem, ki se ravno kar dogaja, je pa upozorilo seveda, na kako tankem ledu smo. Hvala. Čestitke nagrajencu, mi pa poglejmo, kdo je četrti nagrajenec. Malce si ti res zihar, da veš, kje smo. Ma ja, no. Ja, meni se pa zdi, da ne. Ne, tudi. Dej ne rabiš iti to gor. Ja, sam da nav dol padel. Aj še delač! Na drug stran unga hriba, proti zahodu. V krogu si nas vodu, kreteno, v krogu si nas vodu! Zdaj vsaj mi vemo, kje smo. Vsaj zgubili se nismo. Ej, jaz se ne premaknem več od tukaj.
Ej, ne, jaz kaj že nam spala, halo? Mina tema bo. Tret gozda v neki votlini, mojemu fotru se bo snel. Da bo se vsaj 2 uri, pa sploh ne vemo, če boš še voz. Še lačen. Če bi šli že takoj po tisti poti, ko smo tudi prišli. Ja, zakaj pa niste šli? Ti si ti rekel, da poznaš bližnjico. Nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo prejme Igor Šterk. Za režijo celovečernega filma Pojdi z mano. Nagrado bo prevzela producentka filma Petra Vidmar, podelila pa jo bo kolegica Urška Kos. Hvala lepa. Ronja vam bo prebrala kratko sporočilo, ker Igor Šterk je iz prejšnjega stoletja, pa ne zna narediti videoposnetka. Ampak preber, Ronja. Sporočilo iz nekega otočka zahodno od Sumatre, v srednjem ali južnem delu Sumatre. Super, stop. Hvala vam, stop. Zelo hvaležen, stop. Igor, stop. Jaz se bom pa samo še pač kot producentka zahvalila društvu režiserjev, da se udružujejo in s tem so močnejši in tudi to ustanovitvijo teh nagrad, ki so začeli in da pa če nas ne priznajo Prešernovi skladi in ostalo, da bomo pa pač sami pokazali svojo vrednost. Hvala lepa. Čestitke nagrajencu in mi seveda poglejmo, kdo je 5. nagrajenec. Casablanca is kind of a background where others do their dirty jobs. Mi smo svjesni da se samo u miru može stvarati, da je mir neophodan uslov za izgradnju socijalizma, međunarodne saradnje i prosperiteta u svijetu. Sam roški kralj Tita, niti njegovo osebje, ni mogel direktno vprašati, kaj se greste. Tega se med obveščevalnimi službami nikakor ne dela. Iz tega sledi, da kralj ni vedel, kaj se dogaja. To ste dobili od tega kolega od vašega očeta. Ok, bom nehal spraševati. They finished everything at the last minute. V zahvalo nam je Tito vsakemu od nas podaril takole pištolo. Nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo prejme Žiga Virc. Za režijo celovečernega filma Houston imamo problem. Nagrado bo podelila kolegica Sonja Prosenc. Ja, to je res nekaj posebnega, moram priznati. Pa to ne govorim kot neko generično gesto, ampak dejansko dobiti nagrado od stanovskih kolegov pač je neka zanimiva, drugačna in predvsem zelo posebna zadeva. Kaj sem hotel reči? Rad bi se zahvalil v bistvu, tokrat sem zahvalil predvsem slovenski strani naše večje koprodukcije, to je RTV-ju, Filmskemu centru, Viba filmu, in vsem, ki pač so oziroma ste sodelovali, DSR, kot je Damjan rekel, mislim, da je res ena taka super družba ljudi, ki mislim, da bo dosti dobro podpiramo drug drugega. Tukaj res hvala Mihatu, Valeriji in vsem, ki ste nek esencialni del te skupine. Zdaj, lani, ko smo mi tale Houston naredili, smo mislili, da smo zelo zaorali let v tem
razkrivanju medijskih manipulacij. Ne. No, potem sem začel ugotavljati, da očitno novomeška porodnišnica res producira ljudi, ki so malo posebni. Ne. In se potem zgodil ta, mislim, da je največjih in najdražjih umetniških projektov, ki se mu reče volitve za predsednika Združenih držav Amerike z našo Melanijo Trump, ki je ki je v bistvu celoten projekt postavil naš film na zelo tak bazični nivo, kaj medijska manipulacija pomeni. Hvala lepa. Čestitke nagrajencu. Tele dramatični toni pa že napovedujejo vrhunec večera. Sledi podelitev nagrade za življenjsko delo. Filip Robar Dorin se je rodil v srbskem Boru. Odraščal marsikje po Sloveniji. Prvo veliko ljubezen srečal na Peloponezu, študiral v Ljubljani. Leta 1968 v Ameriki protestiral proti vietnamski vojni. Leto kasneje pa s filmsko diplomo zapuščal Columbia College v Chicagu in nadaljeval kot filmski predavatelj v Švici. Ko se je spet ustalil v Sloveniji, je za nemir skrbel njegov ustvarjalni duh. Pravzaprav je že z diplomskim filmom v Chicagu napovedal svojo družbeno-kritično bojevitost. V 80-minutnem dokumentarcu Skid Row je meščane Chicaga opozoril na to, česar niso želeli videti. Na bedno življenje obubožancev, brezdomcev in vseh drugih odrinjenih, ki jim cvetoči kapitalizem ni pustil živeti. In nikoli ni odnehal. Nikoli ni želel s filmom komurkoli ugajati. Film je živel, s filmom je protestiral, s filmom se je boril za pravice šibkejših družbenih skupin. In s 3 filmi je svoj avtorski glas zastavil za romsko manjšino v Sloveniji. Prvič na začetku 80-ih, ko je posnel film o Preroma, je bil za to potreben pionirski pogum in veličasten avtorski kredo. Filip Robar Dorin ni bil med tistimi avtorji, ki so čakali na film. Bil je neustavljiv. Svojih filmov si ni samo želel posneti, moral jih je posneti. Zato je še v prejšnji državi ustanovil lastno filmsko podjetje Filmske alternative. Med prvimi je, če ni šlo drugače, zagrizel v nizkoproračunske pogoje. Težko bi med kolegi vseh generacij našli tako inventivnega, angažiranega in pravzaprav neustrašnega avtorja. Zapovedana režimska pozlata zanj ni bila ovira, da se ne bi lotil boleče teme. Malo je filmskih avtorjev, ki so tolikokrat obstali pred zaprtimi vrati in hkrati tolikokrat premagali odpor. Obenem pa je vedno bežal iz formalne togosti in iskal zelo izvirne avtorske rešitve, da je obravnavani temi zagotovil čim večjo filmsko kredibilnost. Šolane igralce je soočil z močnimi naturščiki, igrano formo je bogatil z dokumentarnimi prijemi. Njegova specifična avtorska drža je bila prepoznana tudi v tujini. Za film Ovni in mamuti je leta 1985 dobil veliko nagrado na mednarodnem festivalu v Mannheimu. Istega leta je za montažo tega filma prejel še Pulsko zlato areno. 2 veliki nagradi je prejel tudi za film Veter v mreži, zlato areno za najboljšo režijo in nagrado Preširnovega sklada. Filip Robar Dorin bi preživel tudi brez nagrad. Ne bi pa mogel brez filma, čeprav ga je ta marsikdaj speljal na težka in samotna pota. Nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije, ki jo podeljuje Društvo slovenskih režiserjev, prejme Filip Robar Dorin.
Slavljenca žal nocoj ni z nami, ker je zbolel, zato bo nagrado prevzela njegova kolegica in prijateljica Nerina Kocjančič. Zelo mi je žal, da Filipa danes ni z nami, ampak vsekakor je te nagrade zelo vesel, to mi je tudi rekel, ko me je prosil naj prevzamem. Veliko čast mi je, da me je določil za prevzem te nagrade. Razlog ni samo v tem, da sva preživela, ko je bil direktor 4 leta skupaj, med leti 1998-2002, ampak predvsem v zadnjih letih, se pravi 2014, precej intenzivno, sva sodelovala pri pisanju knjige, ki bo izšla naslednji mesec pri Slovenski kinoteki, Dialogi s Filipom, ki sva jo zastavila kot dialog o njegovem življenju in delu. In se pravi, da bo ta knjiga nekako potrditev izhaja iz enakih izhodišč, kot je podelitev nagrade njegovih strokovnih sodelavcev in prijateljev, tudi tistih, ki so začeli pri njemu, kot je rekel Damjan Kozole, pa tudi Novomeške naveze, ki je tako, da en tak novomeški dolenjski večer, kar bi ga tudi zelo razveselilo. In vsekakor, ker Filip Robert Dorin ima to pomembno mesto v zgodovini slovenskega filma, on je to, kar pomeni angleška beseda filmmaker, se pravi, to je nekdo, ki želi imeti kontrolo nad svojim delom od začetka do konca. Zato je Filip tudi ustanovil svojo neodvisno produkcijsko skupino 20 let preden so te postale realnost. Zato je tudi pač posnel Opre Roma, kjer je hotel spreminjati, ne samo dokumentirati. In zato je tudi pisal o filmu, ki naj bi postal alternativen film. In ravno preko tega sem ugotovila, kako v bistvu je Viba film nekoč bila taka precej toga inštitucija, ker seveda so se filmarji borili, predvsem moški seveda, da so prišli do svojega igranega filma, ampak s tem je pustila tudi malo prostora za drugačen, alternativen, eksperimentalen film. In v bistvu Filip Robert Dorin je ravno želel in skozi pisal o drugačnem filmu. In zaradi tega potem je postalo jasno, zakaj je ravno, ko je bil on direktor, lahko dal možnost tolikim mladim režiserjem in zakaj je potem pravzaprav nastal tudi novi slovenski film ob koncu 90-ih in na začetku novega tisočletja. Se pravi, rečemo lahko hvala Filip, hvala, da si, in to mu bom odnesla v Novo mesto in bomo še kaj pojedli skupaj in praznovali pri njemu v kaki krčmi dolenjski. Hvala. In zdaj je napočil čas za ogled kratkega eksperimentalnega filma iz leta 1985 z naslovom Ksenija na gostovanju, letošnjega nagrajenca za življenjsko delo Filipa Roberja Dorina. Drage nagrajenke in nagrajenci, iskreno vam čestitamo za nagrade in za uspehe vaših filmov prepoznanih doma in v tujini. Spoštovane sodelavke in sodelavci ter umetniki na odru in za njim, ki ste pomagali soustvariti ta večer, prisrčna hvala. Posebna zahvala pa seveda Slovenski kinoteki, Slovenskemu filmskemu centru in Slovenskemu filmskemu arhivu. Vas, drago občinstvo, ki ste navdih, vir, središče in cilj naših skupnih umetniških prizadevanj, pa vabimo v kavarno, da nazdravimo nagrajencem in slovenskemu filmu. Prijeten večer še naprej.